Večina hotelov je znana po svoji lepoti in udobju, ki ga ponujajo. Ampak ali veš, da obstajajo nenavadni hoteli po svetu, ki jih obiskujejo ne zaradi lepote, temveč zaradi skrivnosti in temne zgodovine, ki jih obdaja? Si ti Inkubus? Ja, slišal sem to. Ravno takrat smo vsi zaslišali zelo glasen pok, kot da bi se spodaj zalopotnila vrata. Od hotela, ki je bil nekoč zapor, do gostišča, za katerega pravijo, da so ga včasih uporabljali za usmrtitve zapornikov. V tem videu predstavljamo 10 najbolj strašljivih hotelov na svetu. Številka 10. Hotel Crescent. Na vrhu gore v Eureka Springsu v Arkansu stoji velik viktorijanski hotel, ki ga imenujejo hotel, v katerem v Ameriki najbolj straši. To je hotel Crescent. Odprli so ga leta 1886 kot luksuzno letovišče za premožne turiste, ki so obiskovali naravne izvire v Eureka Springsu. Zgrajen je bil zelo razkošno. Uporabili so kamen po celotnem objektu. Ima tudi velika okna, visoke strope in prostorne sobe. Ko je turizem upadel, se je namen stavbe večkrat spremenil. V začetku 1900-ih so jo spremenili v dekliško šolo. Uporabljali so jo kot Crescent College and Conservatory for Young Women, dokler se ni zaprla leta 1934. Po nekaj letih je prišel človek, ki je hotelu dal njegovo najtemnejšo zgodovino. To je bil Norman Baker. Ni bil zdravnik in ni imel formalne medicinske izobrazbe. Bil je le nekdanji izvajalec, izumitelj, lastnik radijske postaje in odličen prodajalec. Leta 1937 je kupil hotel Crescent in ga spremenil v Baker Hospital and Health Resort. Obljubil je, da lahko pozdravi raka brez operacije. Veliko bolnikov je prišlo sem, ker so bili obupani, da bi ozdraveli. Plačali so za zdravljenje, za katerega so trdili, da lahko premaga njihovo bolezen. Vendar ni bilo nobenih zanesljivih znanstvenih dokazov, da Bakerjeva metoda deluje. Še preden je odprl bolnišnico, je Ameriško zdravniško združenje obsodilo njegove trditve. Baker prav tako ni bil licenciran zdravnik, vendar se je predstavljal kot nekdo, ki ima rešitev za raka. Uporabljal je radio, časopise in oglase, da bi privabil bolnike. Njegova najljubša barva je bila živo vijolična, zato je veliko delov stavbe in opreme prebarval v vijolično. Za bolnike so se stvari zapletle. Imel je tudi laboratorij in sobe za zdravljenje, kjer je izvajal svoje terapije, a žal je tam veliko ljudi umrlo. Ni jasno, koliko ljudi je umrlo med zdravljenjem tukaj. Kasneje so ga obtožili poštne prevare, ker je uporabil pošto za pošiljanje zavajajočih oglasov. Leta 1940 je bil obsojen in zaprt v zveznem zaporu. Po tem obdobju so stavbo ponovno uporabili kot hotel. Danes je to urejeno letovišče s sobami, restauracijo, wellnessom in bazenom. Vendar pa zgodbe o nekdanji bolnišnici niso izginile. Še posebej v kleti, kjer naj bi shranjevali trupla umrlih pacientov. Nekateri zaposleni in obiskovalci pravijo, da v hodniku vidijo sence. Slišijo korake v praznih sobah in na določenih delih stavbe občutijo nenadno hladnost. Ena najbolj znanih zgodb v tem hotelu govori o Kolkeju. Po hotelski legendi naj bi bil Ajrec, gradbeni delavec, ki je umrl med gradnjo stavbe v 1880-ih. Pravijo, da je padel z visokega dela gradbišča in pristal blizu današnje sobe 218. Nekateri gostje v tej sobi naj bi slišali trkanje, videli vrata, ki se sama odpirajo, ali pa začutili prisotnost nekoga v prostoru, čeprav so bili sami. Obstaja tudi legenda o Theodori, ženski, za katero pravijo, da je bila nekdanja pacientka Normana Michaela. Po pripovedovanju nekaterih gostov naj bi jo videli, kako išče ključ pred sobo 419, preden nenadoma izgine. V kleti poteka najtemačnejši del ogledov z zgodbami o duhovih. Tukaj so razstavljeni nekateri stari pripomočki in predmeti, povezani z obdobjem bolnišnice Baker. Nekateri vodniki pripovedujejo o sencah, nenavadnih zvokih in občutku, kot da nekdo opazuje iz temnega dela kleti. Najbolj strašljiv del Crescent Hills ni izmišljen. Res je, da ga je uporabljal moški brez zdravniške licence za zdravljenje ljudi. Številka 9. Hotel Stanley. V Koloradu je star hotel znan po zgodbah o duhovih in povezavi z grozljivim romanom The Shining. To je hotel Stanley. Odprli so ga leta 1909 ob vznožju skalnega gorovja. Stavba je velika, hodniki so dolgi, okolica pa je še posebej tiha, kadar je malo obiskovalcev. Toda njegov strašljiv sloves se je začel zaradi Stephena Kinga. Leta 1974 je King tukaj bival s svojo ženo.
Hotel se je kmalu zapiral za zimsko sezono, zato sta bila skoraj edina gosta. Ostala sta v sobi 217. Tisto noč je King sanjal, da po hodniku hotela nekdo preganja njegovega sina. Ko se je zbudil, se mu je v mislih oblikovala zgodba The Shining. Zaradi tega je Hotel Stanley postal navdih za strašljivi hotel Overlook v romanu. A vendar kraj ni strašljiv samo zaradi knjige. V sobi 217 se je zgodila tudi prava nesreča. Leta 1911 je v sobo vstopila uslužbenka po imenu Elizabeth Wilson. Ni vedela, da je plin že uhajal. Ko je prižgala svečo, je soba eksplodirala. Padla je na tla spodaj in bila hudo poškodovana, vendar je preživela. In ko je kasneje umrla, se je oblikovala zgodba, da naj bi duh ali prikazen Elizabete ostal v sobi. Nekateri gostje pravijo, da se njihove stvari premikajo same od sebe. Vrata se odpirajo, luči pa ugašajo ali prižigajo, ne da bi jih kdo dotaknil. Obstaja tudi zgodba, da naj bi stvari moških, ki tam spijo brez ženske družbe, včasih same od sebe končale na hodniku. Poleg sobe 217 je znano tudi četrto nadstropje. Včasih je bilo to bivališče zaposlenih in njihovih otrok. Nekateri obiskovalci pravijo, da slišijo otroka, ki teče, se smeji in igra na hodniku, čeprav tam ni videti nobenega otroka. Nekateri pravijo tudi, da slišijo klavir v glasbeni sobi, čeprav nihče ne igra nanj. Klavir je bil nekoč last Flore Stanley, žene ustanovitelja hotela. Pravzaprav je stavba stara več kot 100 let. Zato škripljejo tla, vrata se premikajo zaradi vetra in zvok se širi po dolgih hodnikih. Čeprav je kraj strašljiv, ga obiskovalci še vedno množično obiskujejo. Številka 8, Karosta Prison Hotel. V Latviji je nekdanji vojaški zapor, ki ga lahko obiščete. Kot turist lahko vstopite in tam prespite eno noč. To je zapor Karosta v mestu Lipaha. Stavba je bila zgrajena okoli leta 1900. Sprva naj bi bila to vojaška bolnišnica, vendar so jo spremenili v zapor za vojake, ki so kršili zakon in vojaška pravila. Uporabljali so ga v času Ruskega imperija, obeh svetovnih vojn in sovjetske okupacije. Kot priporni center je ostal do leta 1997. Danes je to muzej in nenavadna možnost za prenočitev. To ni običajen hotel z mehko posteljo in lepo sobo. Spal boš v pravi zaporniški celici. Postelja je preprosta, okolica je hladna in skoraj da ni nobenega udobja. Imajo tudi poseben program, ki se imenuje Za rešetkami. Tukaj osebje igra vlogo zaporniških paznikov. Lahko ti ukazujejo, te silijo telovadbo in te obravnavajo kot novega zapornika, ki ga sprejemajo v vojaški zapor. Preden se pridružiš, moraš sprejeti njihova pravila. To je le izkušnja igranja vlog. Vendar pa je namenoma stroga in zastrašujoča. Celic so prave zaporniške celice, vrata so iz jekla in še vedno lahko vidiš staro stanje stavbe. Zato, ko ležiš v temni celici, si zlahka predstavljaš ljudi, ki so bili tukaj nekoč res zaprti. Obiskovalci ne prihajajo sem, da bi se sprostili. Pridejo sem, da bi izkusili, kakšen je občutek biti zaprt v stari vojaški zapor, pa čeprav samo eno noč. Številka 7, Sedemgrad Dragsholm. Na Danskem stoji že več kot 800 let. To je grad Dragsholm. Začel je kot srednjeveška trdnjava, služil je tudi kot dom plemiškim rodbinam in kot zapor za pomembne zapornike. Danes je to luksuzni hotel z 41 sobami in znanimi restavracijami. Poleg hrane in lepih sob pa je znan tudi po zgodbah o duhovih. Trije so najbolj znani duhovi, za katere pravijo, da se prikazujejo tukaj. Prva je siva dama, ki naj bi bila po legendi nekdanja služabnica v gradu. Druga je bela dama, za katero pravijo, da je bila ženska, ki jo je lastna družina zaprla zaradi prepovedane zveze. Tretji je James Hebern, grof od Botvela. Tretji mož Marije, škotske kraljice. Bothwell je bil resnična zgodovinska oseba. Pobegnil je iz Škotske, bil ujet in zaprt na Danskem. Zadnji del svojega življenja je preživel kot zapornik v gradu Dragsholm. Po pripovedovanju naj bi ga videvali na dvorišču in blizu nekdanjega zaporniškega dela. Nekateri obiskovalci pravijo, da so slišali šelestenje, trkanje in korake po noči. Grad je zelo star. Tudi stene so tukaj zelo debele, tla so stara in slišiš lahko veliko različnih zvokov. Zgodaj zjutraj mnogi pravijo, da pogosto slišijo korake na hodniku. Številka 6. The Queen Mary. V Long Beachu v Kaliforniji je stara oceanska ladja, ki so jo spremenili v plavajoči hotel. To je RMS Queen Mary. Začela je prevažati potnike čez Atlantski ocean leta 1936. Ko se je začela druga svetovna vojna, so jo spremenili v vojaško ladjo in uporabljali za prevoz tisočev vojakov. Po vojni se je vrnila v potniški promet, dokler ni bila dokončno upokojena leta 1967.
Od takrat je stalno zasidrana v Long Beachu. Danes so na ladji sobe, restavracije, muzej in prizorišče za dogodke. A vendar je Queen Mary znana tudi po zgodbah o domnevnih duhovih. Ena izmed pogosto omenjenih je stari bazen. Že dolgo je brez vode, vendar pa nekateri obiskovalci pravijo, da so slišali pljuskanje, otroški smeh in korake v okolici. Obstajajo tudi zgodbe iz strojne sobe in dolgih hodnikov ladje. Nekateri naj bi slišali stare stroje, videli sence ali imeli občutek, da jih nekdo sledi. Ni pa trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da gre za kaj paranormalnega. Obstaja tudi nekaj zgodb o duhovih povezanih z ladjo, ki pa nimajo jasnih zgodovinskih zapisov. Vendar pa sama Queen Mary te legende uporablja pri svojih uradnih vodenih ogledih s tematiko duhov. Tudi če ni duhov, je še vedno nekaj posebnega spati na skoraj 90 let stari ladji. Hodniki so ozki, sobe so stare in iz notranjosti velikega trupa ladje se slišijo različni zvoki. Ko se zbudiš sredi noči in zaslišiš korake zunaj, je težko vedeti, ali je to le običajen hrup ali pa poleg tebe po Queen Mary hodi še kdo drug. Številka 5. Hotel The Langham. V Londonu je luksuzni hotel, ki so ga odprli leta 1865. To je The Langham. Znana je po čudovitih sobah, dragi hrani in slavnih gostih. Vendar pa je en del hotela bolj znan zaradi strašljivih zgodb. To je soba 333. Po starih zgodbah so nekateri gostje povedali, da so v sobi videli moškega oblečenega v viktorijanska oblačila. Pravijo, da je samo stal blizu postelje ali okna, preden je nenadoma izginil. Ena najbolj znanih zgodb govori o napovedovalcu BBC, ki naj bi v 70 letih prejšnjega stoletja med bivanjem v sobi videl nenavadno prikazen. Toda kot pri drugih zgodbah o duhovih, gre le za osebno pripoved brez znanstvenih dokazov. Obstajajo tudi druge legende o ljudeh, ki naj bi jih videli na hodniku in v drugih delih hotela. Vendar Langham svojih duhov ne uporablja agresivno v trženju. Še vedno je znan predvsem kot luksuzni hotel. Možno je, da gostje slišijo le običajne zvoke stare stavbe. Toda, če se ponoči zbudiš in na koncu svoje postelje vidiš postavo, morda ne boš več čakal, da izveš, ali je to res, ali pa si to samo domišljal. Številka 4. Hotel Fairmont Banff Springs. Sredi kanadskih skalnih gora v Alberti, Kanada, stoji velik hotel, ki je videti kot star grad. To je hotel Fairmont Banff Springs. Obdan je z visokimi gorami, gozdovi in reko Bow. Blizu so tudi naravni vroči vrelci, zaradi katerih je Banff postal priljubljena turistična destinacija. Prvi hotel Banff Springs so odprli leta 1888. Kanadske pacifiške železnice so ga zgradile, da bi spodbudile premožne potnike, naj potujejo z vlakom in obiščejo kanadsko skalno gorovje. Strategija železniškega podjetja je bila preprosta. Če je v čudovitem kraju lep hotel, bo več ljudi potovalo z njihovim vlakom. Toda prvi hotel je bil zelo drugačen od tega, kar vidimo danes. Večina prvotne stavbe je bila zgrajena iz lesa. Leta 1926 je velik del hotela uničil požar. Potem so zgradili večji in trdnejši hotel. Uporabili so kamen in beton skupaj z visokimi stolpi in strmimi strehami, kar je hotelu dalo videz evropskega gradu. Sčasoma je postal eden najbolj znanih železniških hotelov v Kanadi. Obiskujejo ga zaradi razgleda na gore, igrišča za golf, zdravilišča, restavracije in zgodovinske zasnove. Toda poleg njegove lepote je hotel znan tudi po 3 slavnih zgodbah o duhovih. Prva je zgodba o duhu neveste. Po legendi naj bi v 20 letih prejšnjega stoletja tam hodila nevesta. Medtem ko je nosila svojo poročno obleko, je hodila po velikem stopnišču navzdol. Pravijo, da se je na stopnišču zgodila nesreča in je umrla, preden se je njena poroka končala. Od takrat naj bi nekateri gostje in osebje poročali, da so na stopnišču ali v plesni dvorani videli žensko v beli poročni obleki. Nekateri pravijo tudi, da naj bi se ta ženska premikala po stopnicah navzdol, preden nenadoma izgine. Vendar ni nobenega jasnega zgodovinskega zapisa, ki bi potrjeval celotno zgodbo. Hotel samo obravnava duha neveste kot del folklore ali legende, ki se je razvila skozi čas. Druga skrivnost pa je soba 873. Po znani zgodbi naj bi se v tej sobi zgodil zločin. Potem so se gostje pritoževali nad nenavadnimi zvoki, sencami in odtisi rok, ki so se pojavljali na ogledalu. Pravijo tudi, da je hotel zaradi številnih pritožb vrata zaprl in jih prekril. Vendar ni trdnih dokazov, da bi se tam zgodil kakšen zločin ali da bi bila soba zaprta zaradi duhov. Bolj preprosta razlaga je, da so nekdanjo sobo 873 med prenovo združili s sosednjo sobo. Zato zdaj nima več ločenih vrat. Ker je številka sobe izginila, je legenda še bolj zrasla.
Še vedno so obiskovalci, ki hodijo po 8. nadstropju in iščejo sledove nekdanjih vrat na steni. Tretja zgodba je o Samu the Bellmanu. Sam McCauley naj bi bil nekdanji nosač, ki je dolgo delal v hotelu v 20. stoletju. Po pripovedovanju naj bi nekateri obiskovalci srečali starejšega nosača, oblečenega v staro uniformo. Pomaga jim nositi prtljago, daje navodila ali odpira vrata. Ko pa se gost obrne, da bi mu dal napitnino, nosača ni več. Ko vprašajo osebje, jim povedo, da nimajo zaposlenega, ki bi bil podoben temu moškemu in bi bil tisti čas na službi. To je le zgodba in ni nobenega znanstvenega dokaza, da je Sam res duh. Vendar hotel priznava to zgodbo kot del dolgoletne legende tega kraja. Možno je, da številni nenavadni zvoki v hotelu prihajajo le iz starih cevi, dvigala, ogrevalnega sistema, lesa ali vetra zgore. Stavba je tudi zelo velika in ima veliko hodnikov, stopnic, starih sob in tihih delov. Toda ko ponoči hodiš tukaj in zagledaš nosača prtljage, ki nenadoma izgine za vogalom, morda ne boš več čakal, da izveš, ali je res zaposlen v hotelu. Številka 3. The Ancient Rum Inn. V majhnem mestu Wootton under Edge v Angliji stoji stara in skrivnostna stavba, ki je znana med lovci na duhove. To je The Ancient Rum Inn. Njegove kamnite stene so debele, les je potemnel od starosti, tla pa so neenakomerna. Nekateri deli stavbe jasno kažejo, da stojijo že več 100 let. Pogosto pravijo, da je bila zgrajena leta 1145. Vendar pa po uradnem seznamu Historic England najstarejši deli sedanje stavbe izvirajo iz poznega 15. stoletja. Dodatki in spremembe so bili narejeni tudi v 16. in 17. stoletju. Tako je ta stavba res zelo stara, vendar ni zanesljivo trditi, da je celotna stavba dejansko nastala že leta 1145. Priznana je kot Grade 2 Star Listed Building, kar pomeni, da je pomembna za zgodovino in arhitekturo Anglije. V preteklosti je bila uporabljena kot gostilna in pub. Nahaja se blizu nekdanje poti, po kateri so potovali popotniki, trgovci in ljudje, ki so hodili v bližnjo cerkev. Skozi stoletja so skozi stavbo prihajale različne družine, obiskovalci in gostje puba. V 60. letih prejšnjega stoletja je prenehal redno obratovati kot pub. Leta 1968 da je kupil John Humphreys. Njegov prvotni namen je bil obnoviti staro stavbo in jo spremeniti v dom. Toda medtem ko je tam živel, je povedal, da je začel doživljati stvari, ki jih ni mogel razložiti. Po besedah Humphreya so se vrata sama zapirala, predmeti so se premikali, pojavljale so se nenavadne vonjave, nenadoma je bil del sobe hladen, slišal je korake, čeprav ni videl nobene osebe. Povedal je tudi, da je enkrat začutil, kot da ga nekaj vleče stran od tistega, kar je čakal. Te pripovedi so Ancient Rum Inn proslavile kot domnevno eno najbolj ukletih stavb v Britaniji. Humphreys je tukaj živel skoraj 50 let in pogosto je dovolil lovcem na duhove, televizijskim ekipam in paranormalnim preiskovalcem, da so raziskovali stavbo. Umrl je leta 2017, vendar je njegova družina nadaljevala z odpiranjem kraja za oglede in paranormalne dogodke. Obstaja tudi veliko temnih legend o zemlji, na kateri stoji stavba. Pravi se, da je bilo tukaj nekoč pogansko pokopališče in da so se tukaj izvajali starodavni rituali. Obstaja tudi zgodba o otrocih, ki so jih žrtvovali, in o domnevnih ostankih, ki so jih našli pod tlemi. Vendar zgodovinski in arheološki dokazi niso zadostni, da bi potrdili te zgodbe. Pomembno je poudariti, da je večina teh zgodb le del legende, ki se je razvila okoli stavbe. V steni so našli tudi staro, posušeno mačko. Res je, da so to včasih počeli v nekaterih starih hišah v Britaniji. Včasih so mrtvo mačko dali v steno ali streho, ker so ljudje verjeli, da lahko tako odženejo zle duhove ali čarovnice. To ne dokazuje, da se v Ancient Rum Inn zgodilo kaj paranormalnega. Pokaže pa, kako drugačna so bila prepričanja ljudi v preteklosti. V stavbi je nekaj sob, ki so bolj znane kot druge. Ena izmed njih je tako imenovana škofova soba. Veliko obiskovalcev pravi, da so tam nenadoma začutili mraz. Videli so sence ali slišali premikanje predmetov. Obstaja tudi soba, imenovana čarovniška soba, ki je polna stare opreme in okraskov, kar prostor naredi še bolj tesnoben. Vendar obstaja veliko povsem običajnih razlogov, zakaj je notranjost stavbe strašljiva. Ker je zelo stara, se les premika in škripa, ko se spreminja temperatura. Tla niso ravna, zato se lahko nekateri predmeti premikajo sami od sebe. Zrak prav tako vstopa skozi majhne luknje in reže med okni. Debele stene pa so lahko razlog za nenadne spremembe temperature v vsaki sobi. Ko obiskovalec že ve, da je kraj strašljiv ali ima sloves, bolj opazi vsak zvok, senco in gibanje v okolici. Temu pravimo moč sugestije.
Ko pričakuješ, da se bo zgodilo nekaj strašljivega, se lahko celo običajen zvok starega lesa zdi nadnaraven. Toda tudi če odstranimo vse zgodbe o duhovih, je Ancient Ram Inn še vedno nekaj posebnega. Stropi so nizki, okna majhna, sobe temne, nekateri deli tal pa so nagnjeni. Po noči slišiš škripanje lesa in veter v stavbi, ki stoji že več 100 let. Morda tu res ni nobenih duhov. Toda ko je zgodaj zjutraj, luči so ugasnjene in zaslišiš počasne korake iz prazne sobe zgoraj, je težko preprečiti svoji domišljiji, da ne bi iskala drugačne razlage. Številka 2. Skirit Mountain Inn. V Walesu stoji zelo staro gostišče, znano po svoji mračni zgodovini. To je Skirit Mountain Inn. Lastnik pravi, da obstaja že več kot 900 let in da je to eden najstarejših pubov v Walesu. Zgrajen je iz debelih kamitih zidov, nizkega stropa in starega lesa. Še vedno ga uporabljajo kot pub in nastanitev za goste. Najbolj znana zgodba v tem kraju govori o domnevni nekdanji sodni dvorani v zgornjem nadstropju. Po lokalni legendi so tukaj včasih sodili kriminalcem, usmrtitve pa so izvajali blizu stopnic. Na tem mestu je še vedno star hrastov tram, za katerega pravijo, da so ga uporabljali za obešanje. Na lesu so tudi sledi, za katere pravijo, da jih je pustila vrv. Vendar ni dovolj zgodovinskih zapisov, ki bi potrjevali trditev, da je bilo tukaj obešenih več kot 180 ljudi. Nekateri obiskovalci pravijo, da so slišali korake, začutili nenadno mraz ali imeli občutek, da jih nekdo opazuje med spanjem. Ni znanstvenih dokazov, da bi bil za to vzrok nekaj paranormalnega. Ampak ko si sam v stari sobi, je vsa stavba tiha in veš, da ima kraj temno zgodbo, te lahko že preprost šum lesa hitro prestraši. Številka 1. Hotel Ballygelly Castle. Na obali Severne Irske stoji 400 let star grad, ki se danes uporablja kot hotel. To je grad Ballygelly. Zgrajen je bil leta 1625 za Jamesa Shawa, moškega, ki je prišel iz Škotske. Ima debele kamnite stene in visoke stolpe, obrnjene proti morju. Celoten hotel ni strašljiv. Sobe so urejene, ima restauracijo in je priljubljen med turisti, ki obiskujejo Antrimsko obalo. Grad pa je znan tudi po zgodbi o Lady Isabeli Shaw. Po lokalni legendi naj bi jo zaprli v majhno sobo na vrhu stolpa. Pravijo, da je umrla potem, ko je padla z dela gradu. Ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali celotno zgodbo, vendar je ta postala del zgodovine in legende hotela. V stolpu je celo soba, ki jo imenujejo Soba duhov. V njej lahko vidite star del gradu in informacije o domnevnem duhu Lady Isabel. Nekateri obiskovalci in osebje pravijo, da so slišali trkanje na vrata, korake na hodniku ali nenavadne zvoke po noči. Vendar ni znanstvenih dokazov, da so za to res krivi duhovi. Zvoki lahko prihajajo iz starega lesa, debelih zidov, vetra z morja ali drugih gostov v hotelu. A vendar je občutek drugačen, ko je zgodaj zjutraj v celotnem gradu tišina. In nenadoma zaslišiš trkanje zunaj svojih vrat. Ko odpreš vrata in na hodniku ni nikogar, takrat se vprašaš, zakaj je Ballygelly postal eden najbolj znanih gradskih hotelov, kjer straši na Severnem Irskem.